Čau, ekipa. Lep pozdrav iz sončnega Primoštena. Mislim, ta moment zdaj ni sončen, drugače pa krasno tukaj, peaceful, brez turizma, vse je zelo kalma. Evo, odločil sem se, da bom tole sporočilo, ki bi vam ga želel danes prenesti, posnel, zaradi tega, ker je to pomembno, da imate shranjenega, da razmislite o njem, pa da morda si vzamete list papirja, pa se naredite svojo kalkulacijo v zvezi s tem, kar bi rad pošeril z vami danes. Namreč tema je pa, na kakšen način promoviramo pakete oziroma kakšne pakete ponujamo. V Sloveniji je pač en izziv, ki ga jaz vidim to, da so te povprečni paket, ki ga ima stranka v slovenski strukturi, zelo majhen, se pravi pod nekim standardom, ki bi ga pričakoval glede na slovenske razmere. Zdaj, čisto konkretno, v Sloveniji celi je ta povprečje po osebi pod 200 evrov, kar je v bistvu zelo malo glede na standard, rekli, ja, seveda zdaj pa še slab standard. V bistvu tako zelo slab ni, kot je vrednost, ki jo imamo po posamezni osebi, zelo nizka. Zdaj, jasno si vsak lahko pri sebi izračuna v svoji strukturi, pogledate, koliko imate celoten volumen, ki ste ga do zdaj naredili, pa podelite to številom pozicij, ki jih imate, številom ljudi. Boste videli, da verjetno v vaših strukturah je ta cifra še manjša, kot sem povedal. Zdaj, jasno, kaj je razlog, da so cifre take, kot so. O tem bi zdaj lahko naredil čisto posebej, zdaj tukaj klip, čisto posebej bi lahko o tem govoril, ampak najpogostejši razlog je sigurno nek strah, recimo sodelavca, da bi dal človeku tak nasvet, za katerega bi ga kasneje nekdo grdo gledal, če stvar ne bi bila taka, kot smo mu jo predstavili. To, kar bi vam želel s svojim sporočilom prenesti, je to, da v bistvu človek vzame večji paket, v bistvu s tem naredite uslugo. Naredite uslugo, seveda tudi sebi, tudi o tem bom čisto na koncu povedal, ampak predvsem njemu naredite uslugo. Zakaj? Zato, ker v bistvu z večjim paketom je manj izpostavljen njegov denar. Zdaj, kaj s tem čisto konkretno mislim, bom zdaj tukaj pokazal, sem naredil en izračun, pa bomo pogledali en paket najmanjši, ne vem, za 50 evrov, pa pogledamo ta paket za 5000 evrov, bom naredil izračun, oziroma sem tukaj napisal, pa bom tudi povedal, na kakšen način vam predlagam, da se to promovira, ko ste z nekom na follow-upu čisto. Na koncu bomo o tem govorili. Zdaj, izračuna za 50 evrov ne bom delal, ker so cifre tako majhne, sem povedal bom, kaj se v prihodnosti lahko zgodi, oziroma kaj se meni dogaja že zdaj. Pa dajmo začeti s tem večjim paketom, se pravi za 5000 evrov. Kaj s tem hočem povedati, ko pravim, da človek ima manj izpostavljen denar z večjim paketom. Če vzame nekdo paket za ta 5 jurjev pro paket, s tem dobi 7813 coinov, in če veže to na 3 leta, dobi dodatnih 7032 coinov, kar je skupaj 14845. In če to zdaj izračunate po tej formulci, ki je tukaj gor, vidite, da dejansko ceno, ki je ta oseba plačala, je 0,337 evra. Zdaj, v to kalkulacijo sem vključil tudi promocijo, ki je pa sicer čez 3 dni iztekla, in tudi promocijo, ki je že pred enim tednom iztekla. Zakaj? Na eni strani zaradi tega, ker itak smatram se v tej promociji še ponovila, sploh za ta defi sem dokaj ziher, da se bo ta promocija še ponavljala do trenutka, ko se bo to plasiralo. Po drugi strani pa zaradi tega, ker kakršnekoli promocije pride ven, je jasno pri teh izračunih treba to promocijo upoštevati zraven. Se pravi, promocija, ki se načeloma v soboto zvečer izteka, je ta wheel. Če človek 3-krat zavrti ta kolo, se pravi, veste, da za prvo vrtenje mora vezati na 3 leta, za drugo na 5, za tretje pa na 7. Je teoretično, se pravi, od 0 pa do 300%, se pravi, najslabšem možnem primeru se mu zgodi to, da bo 3-krat zavrtel pa do 3x0.
v najboljšem pa, da bo vsakič po 100%. Jaz sem to, kar dosti uporabljal zadnje 2 tedne, moram reči, imam super izkušnjo. Sem veliko teh paketov kupil, ker sem poskušal nekaj doseči. In dejansko sem v 40 poskusih se tudi enkrat ni zgodilo, da ne bi dobil noč. Ampak za potrebe tega našega izračuna bomo rekli, da recimo dobiš še 100% zraven. Se pravi, na tisto, kar je kupil, dobiš še 100% Dagcoina zraven, kar pomeni, da dejanska cena, ki jo on plačal s temi svojimi 5 jurji, je 0,221 evra. Zdaj, kaj sem hotel s tem povedati, sem rekel, da je denar manj izpostavljen. Se pravi, dejansko ga je dobil 3-krat ceneje, kot je trenutna regularna cena. In če se zdaj predstavimo za 3, 5, 6, 7 let naprej, pa recimo, zdaj bomo uporabili zelo konzervativne cifre. Recimo, da bo ta vrednost čez 5 let 2 evra. Vsi verjamemo, da bo to bistveno večje, ampak za potrebe tega našega pogovora tudi zadošča. Se pravi, če bo 2,2 evra, kar pomeni 10-krat več, kot da ga je on kupil, to zanj pomeni, to je zdaj bistveno za razumevanje. To zdaj zanj pomeni, da jih bo 10% ponudil, mu bo v bistvu 90% še vsega ostalo. Kaj s tem hočem povedati? Ker jih bo 10% ponudil, bo v bistvu celotno naložbo, ki jo je imel, prinesel s tem noter. In predstavljate si lahko, kako bo ta stranka srečna in kako bo še naprej promovirala Dagcoin in kako ga bo uporabljala in kako bo hote ali pa ne hote delala mreženje naprej. In zdaj, če že na tem mestu pogledam nekoga, ki je pa investiral 50 evrov, če temu sploh lahko rečemo investicija, ta cifra je tako majhna, da velika večina ljudi nima prav nobene zaveze, niti ne spremljajo medijev, niti ne ve, kaj se dogaja, niti ne ve, kakšen je razvoj, niti ne ve, kje so nova sprejemna mesta. To imam zdaj že čisto konkretno izkušnjo. Se pravi, pri teh ljudeh, ki so pri meni investirali, plačali paket za 50 evrov, me danes sprašujejo ti, koliko jaz pa zdaj že imam, kdaj bom pa to lahko prodal, kdaj se pa izteče, kdaj bom lahko prodal. Se pravi, nima nobenega odnosa do tega, nikamor se ni priklopil in se vam zna zgoditi, se nam zna ponavljati ta zgodba tudi v prihodnosti. Se pravi, tudi če bo ponudil, pa tudi če bo 10-krat več vreden tisti, to ni nekaj, kar bi zdaj drastično vplivalo na njegovo življenje, če me razumete. Se pravi, tudi če ga 10-krat dražji ponudca, kot ga je kupil, to ni zdaj nekaj, kar se bo za cel življenje človek zapomnil. Se pravi, bo ti zapravil tistih 50 evrov in zdaj ga bo zgodba Dagcoina s tem končana. Če vam povem zdaj en primer, kaj s tem mislim, zdaj, če ste vi kdaj kupili uhane na AliExpressu, pa ste jih plačali 10-krat manj, kot bi jih sicer na štantu v Ljubljani, ste sicer veseli, ker ste dali za njih 1 evro, v Ljubljani dali pa 10, ampak to zdaj ni neka zgodba, ki jo boste šerali naslednjih 30 let okrog, kako ste 9 evrov zaslužili. Če bila pa ta vrednost bistveno večja, če pa vi lahko kupite en avto, tako kot govoril na prezentacijah, se ne vemo, ampak karkoli, v neki večji vrednosti, se pravi, če kupite avto za 25 jurjev za 10% cene, je pa to zgodba, ki vas bo zaznamovala za celo življenje. Se pravi, na ta način v bistvu vi delate človeku uslugo. Se pravi, več ko vzame, manj me izpostavlja. Se pravi, dolgoročno gledano bo taka stranka, tak sodelavec ali pa stranka ali karkoli, tisto, kar mi želimo na trgu. Se pravi, tudi čez 3 leta, pa 5, pa 7, pa 10 želimo imeti okrog nas ljudi, ki bojo srečni, da so se takrat odločili, koliko so se. Se pravi, in časneje kot danes dobijo, večja je verjetnost, da bojo srečni. Se pravi, časneje, ki ga dobijo, bolj bojo srečni v končni fazi. To je ena stvar, ta čist, bom rekel, stroškovni vidik, finančni vidik, ki je zelo, zelo pomemben in mislim, da to ljudem ne predstavljamo na tak način, kot bi si želeli. Drugič jasno, oziroma tretjič, zdaj že jasno s tem, ima možnost, da mu se takoj ponudi, da si postavil trojčka, seveda v tem primeru pač je to še 100 ali pa 200 evrov več, ampak to se mi sploh ne zdi bistveno, zato ker tiska ima 5 jurjev na razpolago, oziroma ko se bo odločil za tak paket, ima jasno tudi 200 ali pa 300 evrov dodatnih še, da bo si
vrh na pozicijo odprl pa plačal referral link za vse 3 pozicije. Zdaj na ta način, če si odpre trojčka, jaz prakticiram tako, da si da večje pakete sam pod seboj, zato ker s tem spet dodatno dobi takoj 500 evrov provizije, ker v bistvu je sam sebi sponzor, tako da dobi indirektno in od volumna in na vse zadnje dobi tudi ta Kickstar bonus, se pravi 500 evrov v DAC-coinih. Zdaj, pred parimi dnevi je iztekla ta promocija za teh 25%, se pravi, od tazga paketa bi bilo to 500 evrov, popolnoma free denarja, ki ga človek bo lahko uporabil za nakup tokenov v tem partnerskem podjetju, ki prihaja konec leta. Zdaj, če bi bila zgodba vsaj približno toliko uspešna, kot so te zgodbe v letošnjem letu, kako to te firme uspešno delajo, uspešno rastejo, kakšen turnover imajo nekatera ta podjetja. Tisti, ki ste to raziskali, veste, tisti, ki ste bili na eventu, tako mislim, da ste to bili vsi, ki ste na tem klicu, ampak to tudi za naprej, za nekoga, ki bo to kasneje enkrat poslušal, ima lahko ta oseba zgolj s tem, da pač investira te tokene, pa da je to uspešnica, samo zgolj s tem denarjem, ki ga je dobil free, lahko celotno investicijo prinese not in je vse, kar bo imel v DAC-coinih, totalna zmaga za njega, totalen presežek. In zadnja stvar, ki je pa tudi nezanemarljiva, stalno vidimo na trgu, da tisti, ki vzamejo zelo majhne pakete, potem tudi tako to duplicirajo naprej. Se pravi, zelo redko imajo tisti, ki imajo zelo majhne pakete, da so uspešni pri promoviranju oziroma pri prodaji večjih paketov. Se pravi, človek, ki se odloči za večji paket, imate bistveno večje možnosti, da bo potem tudi povabil nekoga in promoviral to na tak način, tako energijo dajal od sebe, da bo tudi ljudje za njim vzemali večje pakete. Zdaj, na kakšen konkreten način vam predlagam, da to se implementira pri komunikaciji z ljudmi, ko pridemo do točke, ko se z ljudmi začnemo pogovarjati, kakšen paket bi bil zanj primeren, mu rečemo, preden pride do te točke, da on reče, ja, bom pa dal 100 evrov. Rečete, veš kaj, preden se pogovoriva o tem, kaj je primerno zate, a mi dovoliš, da ti naredim en izračun za, ne vem, za en paket za 50 evrov, pa paket sta največji, da boš videl, kakšne vse prednosti imaš, koliko bonusa dobiš in koliko je to zate ugodno. Se pravi, to je ta magični stavek, da naredimo to kalkulacijo, ki vam zdaj kažem tukaj na tem listu papirja, da se naredi, preden človek izusti, kaj se je odločil. To zdaj ne pomeni, da je pa zdaj vsi kupovali pakete za 5 jurjev, niti ne pomeni zdaj to pa, da bo to zdaj drastičen vpliv imel na celoten trg. Sem pa prepričan, da se pogosto nam dogaja, da bi človek pač vzel več, če bi mi mu znali na pravi način, v pravem trenutku razložiti, kaj ima od tega, da vzame več. Na ta način si potem povečamo jasno tudi volumen, na ta način tudi ven hitreje raste struktura, če bi ta povpreček, ki smo zdaj na 200 evrih, pa niti nismo na 200, kot sem rekel, to slovensko povprečje pod 200 evri, zdignili to na 500, 600, da bi to sčasoma naredili trikratnik, bi tudi vaša kariera, vaša struktura, vaš volumen, jasno, posledično temu rastel trikrat hitreje. To je to, kar sem imel za povedati, predlagam, da se to uporabi, da si naredite svojo kalkulacijo, tako boste tudi čisto točno razumeli, kaj sem vam hotel tukaj izračunati, in da razumete s tem, da človek vzame več, v bistvu naredite uslugo, ker z več tvega manj, če lahko uporabim to besedo tvega, itak ne gre za neko tveganje, ampak ta strah, da boste nekomu svetovali nekaj, na čemer potem vas bo nekdo grdo gledal, se povečuje s tem, ko pač vzamete manj. Se pravi, na eni strani zaradi razlogov, ki sem povedal, da ljudje itak niso popolnoma zavezani, itak vas samo bojo spraševali, kdaj to lahko ven potegnejo, ali kako rečejo. In tudi, če se to ne bo zgodilo, se pravi, tudi, če
bojo nekaj ponudili, bojo pač ponudili tistih 50 evrov in za njih bo zgodba, da coina končana, ne, to pa ni naš cilj. Naš cilj je, da imajo ljudje radi to valuto in ne da jo ponudijo z enkratnim nakupom in potem jih ni več. Ne, se pravi, moramo tudi že danes misliti, kaj naše besede, kaj naše dejanja pomenijo čez 2 let, 4 leta, 5 let in tako naprej. To je to, draga ekipa, kakšna vprašanja, komentarji, sem vam na voljo za pomoč in dodatna pojasnila. Čau.